SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem SBC-vem podcastu. Tokrat bo govora o Gazi, o Palestini, o Palestincih in o dojemanju genocida tam oziroma o sprejemanju dejstev. Tema zelo kompleksna, zato sem si v studio danes povabil tudi dva strokovnjaka, ki bosta lahko razložila nekaj politike, pa nekaj tudi tega dojemanja, nekaj razumevanja medijev. Seveda smo si želeli v tem studiu tudi zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija vendarle je država, pa če nam je to prav ali ne, če se nam zdi to končno na pravi strani zgodovine ali pa ne, tista država, ki morda ima najbolj ostro politiko do Izraela. Ali je ta učinkovita in ali je Izraelcem mar za to, je seveda drugo vprašanje. So žal z Ministrstva za zunanje zadeve sporočili, da je Tanja Fajon na zasluženem dopustu, zato se nam tokrat ni pridružila. Ker pa v Gazi zagotovo še ne bo miru, verjamem, da bomo to temo lahko še kdaj odprli, pa bo takrat naša sogovornica. No, z nami pa sta dr. Faris Hočan iz FDV-ja in lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. In pa dr. Martin Pogačar z ZRC SAZU in lep pozdrav. Zdravo. Dva doktorja, dva strokovnjaka. Morda bi z vami začel, pa še tole smo se prej dogovorili, da se bomo kar tikali, ker je tako morda veliko lažje, ni pa to nič manj spoštovanja do vajinih znanj, ki jih imata, no, da ne bo kakšne pomote, prav? Niti malo brez težav. Dobro. Ko sem gledal, s čim vse se ukvarjate na SAZU-ju, ZRC SAZU-ju ali pa s čim vse se ukvarjaš, no, mi je tako zanimivo se mi je zdelo s temi znanji, razumevanji, digitalizacije spomina, skratka vse to področje je sila široko, zdi se zgodovinsko, ampak v današnjem svetu, ko informacije dobivamo v mainstream medijih, eni rečejo, ne, se pravi v teh glavnih medijih, drugi pa na TikToku in na telefonu, pa morda ne vemo vedno, kaj je res, kaj ni res, potem nam pa še razložijo. S čim vse se ukvarjate pri vas? Zdaj, na našem inštitutu, imenuje se Inštitut za spominske in kulturne študije, se nekako blizu 10 in zlasti kolegice in dva kolega se ukvarjamo pretežno s polpreteklo zgodovino, primarno vezano nekako na polje Jugoslavije, in v okviru tega poskušamo nekako kombinirati tako zgodovinopisje, antropologijo, kulturne študije, politologijo, jezikoslovje, politične znanosti in tako naprej, kar se mi zdi, da inštitutu kot celoti da eno zelo fino nek interdisciplinarni preseg znotraj humanistike in družboslovja. Zdaj mene osebno pa že dolg časa zanima v bistvu filozofija in zgodovina tehnologije in zlasti vezano na področje medijev in povezano s tem tudi zgodovina recimo industrializacije v Jugoslaviji in tako naprej. Zadnje čase pa, ker pač razmere, v katerih živimo, enostavno ne dopuščajo biti tih in nezainteresiran ob teh dogodkih, se mi zdi vse bolj nujno se posvetiti tudi vprašanjem, kako recimo na začetku 21. stoletja oziroma že četrt stoletja skoraj skozi misliti in prakticirati mir. Kje danes je mir, kako lahko sploh o miru govorimo in kje v nekem tem geopolitičnem ustroju, ki je jasno radikalno definiran tudi z ekonomskim redom ali mogoče rajši režimom, kje sploh je, če je prostor za razmislek o miru, in to je ključno, se mi zdi, pa tudi za vsakršno debato o prihodnosti. Hvala za ta dober uvod. Mir si uporabil besedo, ki se v tem času ali pa v zadnjih 2-3 letih zelo malokrat uporablja. Ves čas se pogovarjamo o oboroževanju. Morda, Faris, če razdelava ravno ta del, ne mir, ampak kaj gledamo v Gazi? A je to konflikt? A je to vojna? A je to povračilni ukrepi po terorističnem napadu teroristične organizacije Hamasa, tega vojaškega dela? Ker že tukaj se lomijo prva kopja, ne? Ko začnemo gledati, kako mediji poročajo o tem, kako si politiki dovolijo kakšno stvar interpretirati, je zanimivo,
da že pri tej besedi, ali je to vojna, vojaški konflikt, povračilni ukrepi, karkoli, nismo enotni. Kako to? Že ko govorimo o sami vojni, recimo v Ukrajini, govorimo ali o ruski agresiji na Ukrajino, kot tisti, recimo, mednarodni koncept, ki nakazuje na to, da je Rusija tista, ki je agresor, do vojne v Ukrajini in tudi konflikta. In enako velja torej v primeru Izraela in Gaze. Pri Rusiji in Ukrajini je zelo jasno. Vemo, kdo je naš zaveznik in kdo je naš nasprotnik in zoper česa se borimo. V primeru Izraela in Gaze je situacija takšna. Na eni strani imamo torej državo, ki jo deklaratorno podpiramo, je del Zahoda, je zelo pomemben del tega transatlantskega zunanjega okvira, predvsem ZDA. Na drugi strani pa imamo torej kontekst, ki ne v pravnem smislu ne obstaja. Ne? Palestina kot taka je priznana strani 130 plus držav, ampak še vedno ni polnopravna članica Organizacije združenih narodov in v tem kontekstu imamo občutek, da govorimo o neki entiteti, nekemu narodu, ki bi moral po tej logiki nekje živeti ali pa z nekom se zliti. Ne? Vsi vemo, da torej rabimo rešitev dveh držav, vsi vemo, da Izrael bo miren, varen in stabilen samo z stabilnim, predvidljivim okvirom, kot je palestinska država in tukaj smo. Zdaj, kar se pa tiče samih sintagem, kaj se tam dogaja, različno. Nekateri novinari bodo, da se izognejo terminu genocid, govorili o klavnici, nekateri bodo govorili o konfliktu, nekateri o asimetričnih povračilnih ukrepih, potem stvar politike. Ko govorimo torej o politoloških znanostih ali pa političnih vedah, predvsem v disciplini mednarodnih odnosov, se bomo naslanjali na meddržavno sodišče in tožbo Južne Afrike na meddržavnem sodišču, ki ugotavlja, ali gre za genocid. In ker imamo začasne ukrepe strani meddržavnega sodišča, pomeni, da je meddržavno sodišče pripoznalo potencial ali pa genocidne elemente v vojni v Gazi in v skladu s tem bo seveda tudi postopal. Tako da absolutni minimum je v pravnem smislu, da govorimo o zločinih zoper človeštvo. Če že ne želite uporabljati besede genocid za tiste, ki želijo počakati na sodbo sodišča. V političnem smislu ali pa v družbenem smislu pa je genocid potrebno uporabljati zato, da opozarjaš na to, kaj se dogaja. Torej na to brutalnost, ki prehaja logiko vojnega zločina in je vsaj v polju zločina zoper človečnost. Genocid je pa zato, da se pokaže, da gre za delno ali popolno izničenje nekega naroda na podlagi ali pa pripadnikov skupine ljudi na podlagi etničnih, verskih, kulturnih in ostalih specifik. Ne? V pravnem smislu je zagotovo najtežje dokazovati namen, to je tisto, zoper česar se v bistvu tudi Netanjahu tako zelo bori, ampak situacija, kot se dogaja, torej po prekinitvi tega sporazuma mirovnega oziroma miru trajnega oziroma začasnega premirja, ki je nastopil v Gazi, gre v smer tega, da Netanjahu vse krči ta njegov prostor, da je vse več indicov o tem, da je tudi namen jasen, vse več indicov je, ko tudi za nazaj pogledaš, na kakšen način se govori o Gazi, na kakšen način se govori o palestinskemu narodu, da je potrebno nekaj storiti. Verjetno se bomo o tem v nadaljevanju pogovarjali, ampak če sprašujemo o družbenem smislu, se govori genocid zato, da opozarjaš o brutalnostih, o načrtnosti, o sistematičnosti nekega, temu reči v tem primeru države Izrael, zoper ljudi v Gazi, ki je že davno prešlo Rubikon povračilnih ukrepov, niti asimetrični niso več, ker sploh ne govorimo več o nekem odporu, uporu, boju. Ali vidimo, da se Palestinci z orožjem borijo zoper Izraela? Ne. Izrael meče bombe na Gazo, neselektivno ubija otroke in povračilni ukrepi strani Palestine, ki ima to, kar je tudi recimo irski poslanec dejal zadnjič v parlamentu, dejansko bi morali obrniti sintagmo in se vprašati, kdo ima pravico do samoobrambe danes, leta 2025. Kdo je torej tisti, zoper katerega se bori, na kakšen način bomo zagotovili, da bomo sploh lahko kadarkoli govorili o dveh držav. Ja, hvala, da si skočil že kar na genocid. Sam sem postavil ta začetni del o vojni, konfliktu in tako naprej, ker se mi zdi, da se tudi v javnosti zelo, ne politološko, ampak zelo tako ideološko lotimo te teme, kot vedno, ne, zato morda res dobro znanje, ki ga ti premoreš, ko se vračaš v obdobje naše bivše skupne države, ne, kjer imamo težavo Slovenci s tem, da nismo nikoli razčistili, kaj se je tam dogajalo, ali pa si ne želimo določen del, to je morda tudi tema za kdaj drugič. Hkrati pa tukaj isto, ne, če si morda na nekem drugem polu, potem rečeš, ja, to je nek vojaški konflikt, kjer so seveda civilne žrtve, če si na drugem polu, ti je pa jasno, pa rečeš, poslušajte, saj tam se dogaja genocid.
kaj družbo pelje v takšno, ne vem, ali zanikanje, ali pa nesprejemanje dejstev. Tudi pri nas morda. Dobro vprašanje. Zdaj mogoče samo še Seveda, na to vprašanje poimenovana. To se mi zdi izjemno pomembno, ker namreč s tem, ko nekemu dogajanju damo ime, ga jasno opredelimo, ozavestimo in naredimo predmet javne debate, kar je sploh v tem primeru in v mnogih drugih, ki ne dosegajo take medijske, recimo, ali pa pozornosti javnosti, toliko bolj nujno. In zdaj, kar se mi zdi pri tem, kako zdaj to, kar se dogaja v Gazi, poimenovati, je to, ne vem, masaker, je to genocid, je to povračilno, ne vem, karkoli, se mi zdi dokaj nujno, da se spomnimo, da so Združeni narodi leta 1948 sprejeli deklaracijo o preprečevanju genocida. Zdaj že samo to poimenovanje o preprečevanju genocida ti pove, zares, da ti tudi ne moreš najprej definirati nekaj, da je genocid, da ga potem preprečiš. Ti moraš v bistvu preprečevati že prej. In tukaj na tej točki je kompletna ta zahodni politični establishment je enostavno padel. In to, da se mi pogovarjamo, a je genocid ali ni, je jasno bistveno vprašanje, ampak na neki ravni učinkovanja v javnosti to v bistvu zakriva problem. In problem je ta, da se s tem, kar se dogaja v Gazi, ki je, mislim, pač zločin in, pazi, na Zahodnem bregu podobno, da ne pozabimo, je to v bistvu na nek način zakrivanje tega, kar se dogaja in v bistvu pranje rok, mi ne moremo nič narediti, ker to pač še ni genocid. Zdaj, kar pa se tiče nekako kontekstualizacije v neki širši jugoslovanski perspektivi, Slovenija po osamosvojitvi je postala dokaj nepomemben mednarodni igralec, brez neke jasne vizije, kako se pozicionirati na neki mednarodni sceni, kar je jasno povezan tudi z velikostjo države in samo percepcijo lastne neke vrednosti, ki se je po razpadu Jugoslavije pač objektivno zmanjšala. Jugoslavija je bila od druge svetovne vojne naprej kakorkoli s svojimi problemi, zablodami, težavami in tako naprej, je bila pomemben faktor v nekako vzpostavljanju ene mednarodne sfere in zlasti zaradi tega, ker je intervenirala v ta hladnovojni bipolarizem Zahoda in Vzhoda skozi to, da se je izjemno dobro pozicionirala v gibanju neuvrščenih kot pomemben ne samo sodelavec tega gibanja, ampak tudi Jugoslavija svojo notranjo in zunanjo politiko je pomembno prispevala k oblikovanju enih temeljnih usmeritev tega gibanja. In recimo ena od teh je bila na nek način dokaj nekako vmesna pozicija tudi do vprašanja Izraela in Palestine. Vemo, da je podpirala Jugoslavija palestinsko osvobodilno organizacijo z Arafatom, hkrati je ves čas nekako ohranjala tudi nek dialog z Izraelom, čeprav recimo se po vojni 67 prekinila, tako, ampak na neki bolj temeljni ravni je pa pomembno sooblikovala tudi to politiko miroljubnega sobivanja, ki je bila en bistvenih elementov gibanja neuvrščenih, in zdaj seveda z razpadom države leta 1991 je tudi kompletna zapuščina Jugoslavije, ki se je ni dal na nek način vplesti v zgodbo totalitarizma, pač odpadla. In zdaj, tako kot se Slovenija danes pozicionira v odnosu do palestinske situacije, se mi zdi, da na nek način bi lahko bil nastavek za razmislek o
najti nek način, kako v tem v bistvu svetu, ki se drobi, a ne, v smislu neke smiselne ureditve mednarodnih odnosov, ne, kako mogoče probati najti neko pot, ki bo šla izven, izven nekih teh zelo renacionalizirajočih tendenc, a ne, ki v svetu, ki absolutno ne more rešiti problemov, s katerimi se sooča na nivoju nacionalne države, ampak na nivoju neke mednarodne skupnosti. In ta mednarodna skupnost, če se bo razvila tako, kot nam danes kaže pot, kažejo pot Združene države, potem je tukaj edini rezultat totalna fragmentacija. Faris, moram postaviti seveda logično vprašanje. Je to, kar počne Slovenija, zdaj smo del Varnostnega sveta Združenih narodov, a ne, tam imamo ta mandat začasni, smo del Evropske unije, del Združenih narodov, del NATO, a ne, skratka smo povsod poleg. Tukaj v tem studiu sem imel enkrat debato, ali je logično ali pa sploh relevantno pričakovati, da bi rekli ob teh 5% za NATO, pa bodimo mi zdaj nevtralni, ne, pa je bil ta pogovor zelo zanimiv, ampak v tem, da je drugič, zato se vrnem nazaj na to vprašanje, ali je ob tem sploh to, kar zdaj Slovenija počne, vendarle, a ne, je uvedla neke sankcije, o tem, kakšne so, bova kakšno rekla, ampak a je to potrebno? A ne? En del slovenske politike, tukaj mislim na SDS pa Novo Slovenijo, reče, da pa kaj se zdaj vi sploh to greste, poskrbite za slovenske ljudi, ampak jaz sam pa menim, če imamo zunanje ministrstvo, potem naj zunanje ministrstvo nekaj počne, če imamo zunanjo politiko, naj zunanja politika nekaj počne. Ali je to, kar v tem trenutku počne slovenska zunanja politika, tukaj pa ima zaslombo Goloba, to moramo reči, ne, Svobode, a je to pot, ki je morda ta malce drugačna od vseh ostalih evropskih članic in kakšno moč sploh ima? Evo. Zdaj, eden izmed ključnih dejavnikov, se opravičujem, v strukturi mednarodne skupnosti je javno mnenje. In vsaka država, ne glede na vse, ali pa politična elita kot kolektivni organ, se odloča po načelu javnega mnenja, oziroma vsaj javno mnenje, do določene mere vpliva na njegovo oziroma njeno delovanje. Kar se tiče Slovenije, po tisti izjavi Nataše Pirc-Musar je Mediana pokazala, da se 62% Slovensk in Slovencev strinja s tezo, da gre za genocid v Gazi, kar pomeni, da je slovenska vlada dobila jasen mandat, da postopa drugače ali pa bolj agresivno od ostalih njenih zaveznic znotraj Evropske unije v odnosu do Izraela. In Slovenija je absolutno tista, ki ima močno frustrirano, žalostno in razburjeno javnost in v skladu s tem postopa kot postopa. Ali Slovenija to počne zaradi tega, ker ima lahko politične točke ali ne, ne vem. Zagotovo je biti politik boj za oblast in v tem kontekstu vsaka točka šteje. Je pa res, da obstaja ta sinergičnost z javnim mnenjem, ki je torej večinsko na strani, da je potrebno nekaj storiti v tem primeru, vkolikor Evropska unija ni zmožna delovati ali pa enostavno ne najde tistega konsenza. Slovenija to lahko počne v imenu ostalih, tudi z logiko recimo tistih nekih najnižjih stroškov, sploh tudi, kot si sam rekel, tranzit in embargo in tako naprej, to so relativno minorne zadeve v odnosu dinamiki Slovenija-Izrael, nekaj 10.000 evrov letnega, sploh nimamo podatkov, da bi lahko prek Luke Koper šel kakršnokoli orožje, ampak se gre torej za neko simbolno gesto, da bi pa lahko potem morda nekdo znotraj Evropske unije pograbil. Tule, če dam primer Finske, ravno so me klicali kolegi iz finske RTV, ki so pograbili to zgodbo s Slovenijo in oni pa se recimo borijo za dezinvesticijo pokojninskih skladov, torej norveških, finskih, švedskih in danskih v odnosu do izraelskih podjetij, tako da očitno neko rezonanco to ima. Druga stvar, ki pa je pomembna v disciplini mednarodnih odnosov, pa tako imenovana moralna poškodba. To pride ven iz klinične psihologije, ko govori o tem, da ljudje enostavno več ne zmorejo prenašati neusklajenosti z lastnimi prepričanji. In če to prenesemo torej v polje držav kot kolektivnih akterjev, je torej prepričanje absolutno preveč detrimentalno nedelovanju v primeru Evropske unije in s tem se v bistvu zamegljuje ta moralna poškodba, ki bi jo lahko Slovenija kot država, ki ima takšno stališče ali pa ljudi s takšnim dispozitivom, utrpela, vkolikor nič ne bi storila. In tu v bistvu ta dva koncepta lahko pojasnita, zakaj in kako in pod kakšnim pogoji to Slovenija
Slovenija deluje. Sam ne verjamem, da to Slovenija počne na lastno pest. Mislim, da absolutno na ravni ministrov oziroma na ravni predsednikov vlad obstajajo določena usklajevanja in pogovori in so ocenili, da Slovenija, Irska in Španija, kjer imajo torej domače pogoje, ki to omogočajo, storijo več za to, da se ta snežna kepa vali. In to, kar si na začetku rekel, se mi zdi ključno. Ni pomembno ali pa malce manj pomembno je, koliko učinka ima slovenska odločitev, bolj pomembno je, da je narejena z nekimi resnimi, iskrenimi nameni, da ima zaslombo v mednarodnem pravu, v načelih mednarodnega prava, absolutno sledi tudi zunanjim strategijam, temeljnim pogodbam Evropske unije in da nastavlja ogledalo v bistvu Evropski uniji. Kajti, če Evropska unija ni zmožna slediti lastnim pogodbam, temeljnim pogodbam, ki so jim države članice zavezane, potem je malce licemerno pričakovati, da bodo države članice sledile temeljnim pogodbam Evropske unije. In tu imamo tisti paradoks. Torej, država članica Evropske unije v imenu Evropske unije deluje. Vedno je obratno. Se pravi, teorije neoliberalizma pravijo, ko nam kakšna odločitev doma ni všeč, projiciramo na Bruselj. Bruselj je rekel, da je potrebno to narediti. Tu je obratna logika. Mi smo Bruselj, torej smo ponotranjili, da smo članica Evropske unije in da moramo postopati tudi v skladu s temeljnimi dokumenti. In to se mi zdi ključno sporočilo Slovenije. To, da pa absolutno ima zaslombo v javnosti, kar je predpogoj za karkoli, pa je tisti dejavnik, ki lažje omogoča ali pa malce več manevra odpira državi, da se pozicionira. Omenil si še Špance pa Irce, ki so tudi zelo aktivni, ampak zdaj se je v zadnjem mesecu zgodilo nekaj, česar verjetno pa tudi na izraelski politični sceni vendarle niso pričakovali. Francija, Velika Britanija, Kanada, Avstralija, včeraj sem prebral tudi Novozelandci, razmišljajo o tem, nekateri so pa tudi že napovedali, da septembra priznajo Palestino. Zato bom zelo podobno vprašanje postavil, kot sem ga prejle. Priznati Palestino je samo formalnost. Ti priznaš nekaj, kar ne obstaja, s čimer nič ne pripomoreš, nič ne pomagaš. Slovenci smo Palestino priznali in del politike, znova SDS in Nova Slovenija so bili takrat izjemno kritični, češ, kaj počnete, to je brez veze. Danes vendarle bodo morda svoje izjave v nek kontekstu težje postavili, ker če se temu pridruži še Francija, Velika Britanija, Kanada, Avstralija, potem se tudi ta številka držav, ki priznavajo Palestino, vendarle viša, saj tukaj je Evropska unija tista, kjer je najmanj priznan držav, ki priznavajo Palestino, ampak ja, ali se s tem kaj spremeni, ali se s tem poveča pritisk na Izrael, ali imajo s tem, ko bo Palestina priznana, vemo pa, da ne obstaja in da tudi zato ne bo nič bolj obstajala, morda mir bliže. Kdorkoli od vaju. Ne vem. Mislim, ta zdaj nekako nek val teh napovedi in groženj s priznanjem se mi zdi na nek način dosti bizaren po vsem, kar se je dogajalo. Hkrati se mi zdi pa dosti intrigantno pogledati na to zadevo, kakorkoli so zdaj zgodovinske primerjave izpred skoraj 100 let, neprijetne lahko ali pa napačne ali pa neki, ampak se mi zdi, da kar bi bilo treba, je treba pogledati stvari na ravni mehanizmov, ne dogodkov, ki so se dogajali, oseb, ki so bile take ali drugačne, ki so vplivali na to, kako se je neka zgodovina pač odvila, ampak na mehaniko. In tako, ko smo recimo gledali zlasti skozi 30 na stoletja podlage gradnje antisemitizma, kako je prišlo do v bistvu načrtne in sistematične dehumanizacije Judov, kar je potem na nek način odprl pot, tudi holokaustu. In na isti način vidimo, da danes se ta dehumanizacija dogaja tudi v odnosu do zlasti Palestincev, pa Arabcev in muslimanov nasplošno. In druga zanimiva točka v tej neki mogoče ne vedno najbolj posrečeni primerjavi je spet mehanika odzivanja mednarodne skupnosti takrat v okviru Društva narodov in danes v okviru izven okvira, ker okvir, ki je bil Združenih narodov, je v zadnjih 30 letih popolnoma izgubil vsakršno neko legitimnost, in to mogoče bi bil čas, da se na nek način poskuša na novo iznajti, hkrati bi bilo pa fino, da te veliki igralci v tej konstelaciji nenačrtno rušijo vsakršno možnost delovanja te
mednarodne skupnosti. Skratka, in tudi recimo nacistično Nemčijo so dosti dolg časa tih pa podpirali, pa Münchenski sporazum, pa cel kup ameriških podjetij je še daleč v vojno sodeloval. In spet ne bomo rekli, da primerjamo dogodke, ampak na ravni mehanike delovanja. Tukaj tudi vidimo, in takrat so si jaz predstavljal, tudi so vsi vedeli, da to ni prav. In danes tudi na nek način vse te države, ki imajo potencialno neko moč, da bi na neke procese vplivali, tudi jaz mislim, da te ljudje intimno vejo, da to pač ni okej, ampak ujeti v neke te silnice mednarodnih odnosov, pričakovanj, trgovinskih sporazumov, raznih simbolnih in materialnih menjav, enostavno ne zmorejo tega. In zdaj to nas pripelje pa do dveh spet stvari. Eno je, koliko biti načelen, in recimo Slovenija v tem trenutku izpade kot načeloma načelna država, ki se poskuša ta mednarodni red, kakorkoli se krha in drobi, nekako vendarle se nanj sklicevati. In hkrati tudi recimo v kontekstu vprašanja o teh famoznih 5%. Nek argument je bil, da če mi to ne bomo, potem ostanemo sami brez varovanja gor, kar je seveda res, ampak če bomo, pa še vedno ostanemo del organizacije, ki absolutno ne deluje v nekem skupno človeškem dobro, proti v delovanje usmerite. Tako da vse te države, ki zdaj to na nek način uporabljajo kot, jaz sicer mislim, da je to dokaj slaba valuta za pritisk na Izrael, enostavno to, kar je Faris omenil prej, ta moralna poškodba, postaja grožnja tega in stališča ohranjanja neke legitimnosti vsakokratne oblasti po teh državah, se mi zdi, da bo začela počasi prevagati nad to neomajno podporo Izraelu. In tukaj se vedno znova spomnim na knjigo Omarja Lakada, ki je nedavno izšla, ki je naslov Enkrat, ko bo tega konc, bomo vsi od nekdaj bili proti. In tle mislim, da smo v tem procesu. Dokler se stvari dogajajo, je težko dejansko tudi konc koncev vedeti, kaj je zdaj, Hamas res dela to, kar vse dela, IDF dela to, vse, kar dela, seveda vemo, da marsikaj dela, ampak te temelji vednosti in zanesljivost vednosti, pa v takem, in tako kot v vsaki vojni in v vsaki krizi, se majejo. In to je izjemno plodovito področje za polarizacijo in razvoj skrajnosti in konec koncev vodi tudi v konflikt, lahko bistveno večjih razsežnosti, kot je to, kar se dogaja zdaj, zaradi tega, ker če se začnejo krhati redi držav, ob tem, da se krha mednarodni sistem, je potem pot do kavbojizacije reševanja težav pač široka in ravna. Če se vrnem v bistvu k temu vprašanju, se mi zdi super, da ste ga tako vsa oba zastavila. Mehanizmi, to se mi zdi ključno, ker recimo, če razmišljamo, zdaj delamo v bistvu nek forecast, v bistvu, kaj bi se dal narediti. Palestina je dosti podoben primer Kosovu, če ga pogledamo z logiko mehanizmov mednarodne skupnosti, ki skuša vzpostavljati državo, ki je bila bolj ali manj razumeta prej kot del nečesa drugega. Kaj se mora zgoditi torej s Palestino? Moraš imeti ali mandat Varnostnega sveta Združenih narodov, da pride do neke stabilizacijske misije, kot je prišla v primeru Kosova, kjer sta NATO in Evropska unija to prevzela. Ker to, kar si tudi sam Martin rekel, Združene države Amerike te avtorizacije ne bodo nikoli dale, potrebno iskati v bistvu rešitve onkraj Združenih narodov, kar pomeni, da vkolikor pride do kakršnekoli rešitve v primeru Palestine, bodo Združeni narodi tako ali drugače doživeli delegitimacijo,
ker ne bo prišlo do odločitve znotraj Združenih narodov. Enako kot je bilo v primeru Kosova. Ne smemo pozabiti, ruski veto. Se pravi, takrat je ZDA morala skupaj z NATO-om, Evropsko unijo to zadevo zapeljati. Kako bomo tu, torej, če smo vajeni na to, da je ZDA tista, ki prek NATO in ostalega okvira stabilizira, ZDA seveda to zamika, bo potreben torej dejanski premislek Evropski uniji in Arabski ligi. Ali bosta Evropska unija in Arabska liga zmožni vzpostaviti stabilizacijsko misijo in usiliti palestinsko državnost, je drugo vprašanje, ampak ko se vrnemo k Franciji, Združenemu kraljestvu in ostalim državam, dejansko je Netanjahu leta 2023 dobil bianko ček za to, da počne v Gazi, kar želi. Ne? Se pravi, to, kar je Hamas naredil, je bil terorističen napad, je bil vojni zločin. Ampak od tiste točke naprej je bilo zelo jasno, ZDA, von der Leyen, vsi so dali nekako, so rekli, absolutno ima Izrael pravico do samoobrambe. In ta samobramba še kar velja še 2 leti po 60,000 mrtvih in tako naprej. Kakorkoli, dejstvo je, da Netanjahu te vojne ne more izgubiti drugače kot bitke narativa. Se pravi, Netanjahu je prišel v situacijo, ko sta Francija in Združeno kraljestvo rekla, ok, priznali bomo Palestino. To je za njega poraz, ne vojaški. Ne, ampak je politični poraz, osebni poraz. Netanjahu je osebni poraz vsakega revizionističnega sionista, kar tudi Netanjahu in njegov oče absolutno je. Ne? Se pravi, kaj je Izrael, pod kakšnim pogojem mora funkcionirati. Zakaj je to Francija naredila? To je naredila zaradi tega, ker je Netanjahu prek Kneseta dal jasno vedeti, da je naslednja poteza aneksacija Zahodnega brega. Ne smemo pozabiti, Zahodni breg, izraelske naselbine od leta 2015 tudi strani Evropske unije razumljene kot nezakonito. Nič se ni zgodilo, ampak če gremo v številke, vsako leto jih je bilo v povprečju med leta 1993 in 2023 7. Prejšnjo leto jih je bilo 59. Torej, v tem, ko prihaja do genocidne vojne v Gazi, Izrael pospešeno na Zahodnem bregu v bistvu uničuje še tisto, kar bi se lahko povezalo v palestinsko državnost. Zato pravim, da Francija, Združeno kraljestvo in ostali skušajo zarezati ali pa mu dati logiko moralnega poraženca. Se pravi, v redu, naredil si etnično čiščenje, karkoli si želel, ampak bo živel s tem, da bomo mi priznali Palestino, torej si izgubil, preden si naredil velik Izrael, boš dobil vsaj v forma mentis evropskega človeka zraven Palestino in absolutno ti ne bomo dovolili, da boš počel vse to, kar boš počel. Ne? To je lahko tudi slepilni manever. Ne? Se pravi, Slovenija uvaja sankcije, zato ker ve, da to ne boli, in tudi Francija in Združeno kraljestvo priznava Palestino, zato ker to ne boli. Absolutno, lahko tudi ta argument kupim. Ampak ideja je, Francija kot neka, dajmo reči, skristalizirana voditeljica v Evropski uniji v odsotnosti vsakega kritičnega premisleka trenutno, ki ga zmoreta in Kaja Kallas in Ursula von der Leyen zaradi vojne v Ukrajini in zaradi seveda nemškega socializacijskega konteksta, Macron prevzema to. Macron si je to želel že, ko je Angela Merkel šla. Spomnimo se strateške avtonomije. NATO je mrtev, možgansko mrtva organizacija. To počne Macron. Macron se zaveda, tudi imamo recimo belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe, ki govori, da se je potrebno osamosvojiti iz Združenih držav Amerike. Če Macron misli resno, je priložnost zdaj. Zakaj je zdaj? V redu, podpisali smo tistih 5% v NATO, ampak mi bomo usilili Palestino kot evropsko rešitev, ne glede na to, da so Združene države Amerike proti. To je recimo vidik strateške avtonomije, ki ga pričakujemo v skladu s pogodbami Evropske unije in neko skupno zunanje in varnostno politiko, ki ga Evropska unija bi morala imeti. Se pravi, če Macron misli resno, če, dajmo reči, Evropska unija misli resno na tem primeru, je to lahko vidik, kako pokazati strateško avtonomijo in promovirati evropske rešitve. Se strinjam. Večja verjetnost je, da ne bo nič, da gre samo za slepilne manevre, ampak nastavki pa so. In vsi ti nastavki gredo v smer, da je tudi Netanjahu sam dejal, ne mislimo zavzeti Gaze, dalje jo bomo upravljati arabskim državam. In s tem Netanjahu vidi, da se mu manever ali pa manever za njegovo delovanje vseeno krči in da bo moral zadeve radikalno preoprašati ali pa predrugačiti, da ne bo še bolj v bistvu zapopadel to narativo, da je Izrael dejansko postal problem Bližnjega vzhoda kot svetilnik demokracije, na Bližnjem vzhodu kot neprepraševan v strukturi vedenja akter, do tega, da je dejansko lahko percepiran kot vir nestabilnosti. Mimogrede tudi za Evropsko unijo, mimogrede begunske, migrantske krize in tako naprej. Izrael se ne more misliti samo skozi prizmo Palestine, ampak širše geopolitike, ki lahko negativno vpliva tudi na varnostno situacijo v Evropi. En kup stvari sta zdaj omenila, ta narativ, kako se tudi govori, naprimer, nemški kancler je dejal, da
Izrael opravlja dirty job, naprimer, ne, to sem si zapomnil. Po drugi strani sem prebral, Egipt je ravno kar podpisal zgodovinski sporazum z Izraelom, ne, gre seveda za veliko stvar, to je odvisnost rasti Egipta, a ne, ene največjih muslimanskih držav, brez plina seveda ni razvoja, a ne, in to v tem času. Hkrati imaš Iran, ki se je popolnoma umaknil, ne, ker je izgubil vse, kar je pač delil, medtem Hezbolah naprimer se razorožuje, to je nekaj, česar tudi nismo videli, niti pričakovali, tudi nov velik poraz. Samo še Jemen, neka obskurna država, v narekovajih najbolj revna na svetu, ne, izstreljuje neke rakete. A je pričakovati, oziroma tudi vprašanje, ne, ki si ga tudi morda v Evropi težko razložimo, zakaj se za Palestino tako borimo Evropejci, ali pa nas je tako sram, kaj se dogaja v Gazi, medtem ko so v arabskem svetu pa tako tiho? Mislim, da je to ključno vprašanje, ki si ga sam tudi zastavljam. Ne? Ja, ne vem. Tudi Arabci imajo TikTok, tudi oni vidijo, kaj se tam dogaja. Al Jazeera, naprimer, je ena izmed svetovnih novinarskih mrež, ki kaže življenje, ne, drugače, kot si ga predstavljamo tukaj na Zahodu. Včeraj, naprimer, je umrlo 5 njihovih novinarjev, eden novinar, pa ostala novinarska pač ekipa, ki jo je IDF takoj pač označil, ne, bili so teroristi, v redu, ne, en dan je bila to svetovna novica, da so Izraelci ubili še 5 novinarjev, več kot 170 od začetka povračilnih ukrepov, ampak zdi se, ne, da je Arabska liga, arabski svet v resnici pa čisto tiho, Evropejci se pa zdaj borimo za neko Palestino, kljub temu, da so nam Izraelci blizu. Tukaj zdaj uporabljam seveda to neko naracijo, ki je blizu komu tukaj v Evropski uniji. Mislim, kot rečeno, dobro vprašanje, ampak s težkim odgovorom. Ne vem. Jaz mislim, da če namreč Evropa resno verjame v to, da je rojstni kontinent človekovih pravic, svobode, demokracije, potem je absolutno nujno, da se na to, kar se dogaja v Palestini, odziva, in to absolutno tudi ne more biti vezano na to, kaj počnejo ali pa ne počnejo arabske države. Evropa, če hoče trohico neke legitimnosti v tem smislu, kakor se je skozi imperialistično-kolonistični projekt zadnjih 500 let naslikala, ne, ohraniti, enostavno mora biti angažirana v tem smislu. In jaz mislim, da zares je tudi težko presoditi, koliko ljudi podpira kaj, ampak ne vem, nek občutek, ki ga imam, je, da je nasplošno v Evropski uniji in v evropskih državah ta neka senzibilizacija za, ali pa mogoče to gledam preveč iz te slovensko-jugoslovanske neke pozicije, da je ta neka senzibilnost za kršenje temeljnih človekovih pravic mogoče naivno, ampak ugrajena v to delovanje, ki mu seveda ves politični establishment gre v kontro. Tako da, ne vem, z tega vidika se mi zdi, da je enostavno kakršnakoli druga pozicija je enostavno protičloveška. Poleg tega, je neka fina knjiga, je Palestine Laboratory, pozabim zdaj ime, ki govori o tem, kako Izrael razvija, seveda vemo, da ima blazno razvito vojaško industrijo in tudi tehnologije nadzora in tega, in to testirajo zares že leta in leta v Gazi in na Zahodnem bregu. Ne. In po mojem na nekem zelo bazičnem nivoju je ta zavedanje o tem, da te sisteme tudi prodaja na Zahod in da to zavedanje postaja tudi en temeljni del vprašanja, kako mi, in tukaj pa je neka sebičnost pride lahko v igro Evrope, kakšna prihodnost nas čaka, če recimo se blazno razširi uporaba sistemov za množični nadzor, kakršne pač vidimo, da se razvijajo in uporabljajo v
Izraelu oziroma v Palestini. Pa tudi na Kitajskem, naprimer, že in tako naprej. Tako. Ja. Meni, naprimer, ob teh posnetkih, ki so na voljo, v misel bolj prišel film Hunger Games, naprimer, zdaj se morda premikam k temu zadnjemu mesecu dogajanja v Gazi. Ja, Kneset je dejal, mi bomo zdaj Gazo zavzeli, in mi bomo zdaj tam poskrbeli, da premagamo sovražnika. To je zdaj še ta zadnji udarec, o katerem smo zdaj že kar nekajkrat slišali. 60,000 mrtvih, od tega je skoraj da polovico žensk in otrok. Več kot polovico prebivalcev Gaze je mlajših od 18 let, to potem kar pozabimo v tej količini vseh številk. In potem vidimo te posnetke, zdaj smo pa odvrgli nekaj humanitarne pomoči. Zadnjič sem videl, da je ta zaboj prav padel na otroka in je umrl. Kdo zdaj strelja, sam si omenil, ali je to IDF, ali je to res Hamas, kot je dejal Netanjahu, ki trdi, da to vojno pa izgubljajo informacijsko. Zato morda še eno vprašanje, to bo morda tudi bolj zate, čeprav tudi ti, Faris, vem, da imaš kakšen odgovor. Ko gledamo poročila, je vojna v Gazi tako kot vojna v Ukrajini. Kakšen dan zelo na prvem mestu ali pa ne vem, vsaj v medijih tiskanih oziroma na digitalnih, na spletnih straneh, pridejo pa dnevi, sploh sredi poletja, ko je tako lepo biti na morju, pa vroče je, ko se o tem nič ne govori. Medtem ko imamo, naprimer, danes družbena omrežja, ki jih pa načeloma ne nadzorujejo te neke uredniške odločitve ali pa tudi morda finančne, čeprav to tudi težko reči za Meto, pa TikTok oziroma X, ampak vendarle tam pa so neki posnetki, ki kažejo to resničnost morda nekoliko drugače. Zato imam sam, lahko da se pa motim, občutek, da mladi vendarle drugače dojemajo dogajanje v Gazi, medtem ko ga starejša populacija pa drugače že v nek kontekst postavlja, morda Izrael, Palestina, Arabci, muslimani, tako naprej. Moje vprašanje tukaj je, da ne bom zdaj sam preveč govoril, ker me bolj stvari zanimajo. Omenila sta ta podpora javnosti. V Nemčiji, naprimer, so javni protesti oziroma podpora Palestini prepovedani, pa vendarle govorimo o Evropski uniji, o državi, ki je vodilna v Evropski uniji, ampak tam o kakšni podpori palestinskemu vprašanju težko govorimo, zato ker so protesti tudi nasilno zatrti. Vemo pa, da ima Nemčija res drugačen pogled na to izraelsko vprašanje. Nemci so tukaj res malce drugačni, ampak tudi povsod po svetu, kjer so protesti, ti ne najdejo ravno, veliko prostora v mainstream medijih. Pa sam prihajam od tam, sem zadnji, ki bi rekel, da je to politično voden medij. Ampak vendarle se mi zdi, da teh o podpori protestov ni toliko, kot bi pa ljudje pričakovali v Evropi, da bi čutili. Vendar je bil zadnji genocid v Evropi, v Srebrenici, pa zdaj smo praznovali obletnico, pa velike besede so bile znova dane, ampak to je bil nek dogodek, ki nam je vse malce žal, sploh Nizozemcem, ampak to je to. Sam bi se mogoče vrnil za sekundo nazaj k postkolonializmu, kot ga je Martin izpostavil, pa zakaj v bistvu arabske države ne počnejo tega, kar počnejo. Jaz mislim, da je ključno, pa vsaj eno izmed teh mojih predpostavk je to, torej ta postkolonialni okvir, kjer so torej Evropa in civiliziran zahodni progresiven svet risal, kar je risal, meje in osamosvajanja in tako naprej. Govorimo o relativno krhkih državah, varnostno izrazito šibkih državah z močnim potencialom, arabska pomlad je nenazadnje dodobra zdesetkala Bližnji vzhod, ameriške intervencije prek NATO, Irak, Afganistan, Sirija ni sestavljena ustrezno, Egipt ima zelo krhek sektaški mir in Izrael je v bistvu razumljen tudi kot nek projiciranje zahodne volje na Bližnjem vzhodu. Tako saj jaz vidim, se pravi, dajmo normalizirati odnose, abrahamski sporazumi, Biden in seveda tudi Trump si to želi, od zalivskih držav do bližnjevzhodnih držav, s čimer se projicira volja ZDA in s tem se tudi zmanjšujejo potenciali nekih zunanjih šokov in pretresov. In s tem je tudi povezana samozavest ali pa ne samozavest. Martin je zelo, se mi zdi, da je ključno rekel, Evropska unija ne ve ali pa Evropa ne ve kaj in kako. In te človekove pravice so postale tudi zelo okvir, znotraj katerega ne ve več Evropska unija, kako samozavestno postopati v mednarodni skupnosti, do katere mere govoriti, da sodeluje s Saudovo Arabijo, če pa vemo, da ženske lahko šele zdaj mogoče skrbnikom in naredijo vozniški izpit. In kako sploh na takšen način komunicirati z notranjo javnostjo, da se pa bratimo, pajdašimo z državami, ki ne spoštujejo tega. Recimo Foreign Affairs je en tak izjemno dober, kvaliteten zunanje politični časopis, ne z vidika vsega, kar je notri, ampak da razumeš, kako Američani razmišljajo. In zdaj je ravno julijska, avgustovska izdaja je bila posvečena vprašanju NATO v odnosu do evropskih zaveznikov. In vsi, recimo ti dopisniki, ki so seveda bili v različnih administracijah, poudarjajo sledeče: ni dobro, da se Evropa osamosvaja, ni dobro, da pritiskamo na njih s 5% in
absolutno smo mi živeli od tega, da je evropski kontinent nesamozavesten in da verjame, da ne zmore. Notri imaš tudi mimogrede argumente, finska vojska je zmožna sama premagati Rusko s pomočjo jedrskih sil, ampak se tega Finska ne zaveda oziroma Evropska unija se ne zaveda. Se pravi, to so teze ameriških strateških mislecev, ki so seveda blizu predsednikov. To razlagam samo zato, da vidimo, kako oni nas vidijo, kot nesamozavestne akterje. In zato je tu Macron tako pomemben, ker ta poteza je samozavestna. Ne glede na to, kaj se zgodi, Macron je šel proti Zahodu, proti ZDA. Sprav, v vsej tej konstelaciji, ko vemo, kaj se dogaja v Ukrajini, ko vemo, da smo strateško odvisni od ameriškega orožja, je Macron rekel, priznal bom Palestino. S tem je potisnil prst Trumpu v oko. Neposredno mu je rekel, poglej, nekje pa je potrebno narediti stop. In če se vračamo torej k tem predpostavkam mlajših in starejših generacij in medijskih in informacijskih vojn, mladi, tako kot si sam rekel, ne spremljajo mainstream ali pa množičnih medijev v takšni meri kot mi. Mi še vedno gledamo 24 ur zvečer, pa ne vem, Svet na kanalu A, pa Odmeve, pa Studio ob 17. Mladi tega ne počnejo. Mladi dejansko gledajo tudi nefiltrirane novice. Njihova struktura vedenja je relativno drugačna kot naše, ker mi še vedno, Martin se vedno na neke knjige obeša. In to je ta klasičen učenjaški, intelektualen tudi okvir, ali pa tudi nekega srednje generacije, srednjega razreda v Sloveniji, ki še vedno načitam, bere, razmišlja. Mladi ne berejo več na ta način, kot berejo. Srednje generacije ne informirajo se več na ta način, ne vsi, ampak dobršen del, in tudi radikalno drugače razumejo stvari. In seveda solidarizirajo. Ko si mlad, kako so že rekli, če pri 22 nisi socialist, si čuden, če si po 40 socialist, si tudi čuden. In mislim, da so mladi absolutno na drugačen način narejeni v odnosu do tega in na drugačen način dojemajo. In tudi sam se pri Nemčiji nenehno sprašujem, ali do kolikšne mere in do kdaj bodo tudi mladi kupovali izpeljanko nemško. Kritika Izraela je antisemitizem, poročanje o apartheidu in genocidu je pa terorizem. Se pravi, to je zdaj klasična izpeljanka v nemških množičnih medijev. In v ta kalup so zdaj oni ujeti. In vprašanje je, ali so mladi sposobni to prebiti in kaj se bo zgodilo, ko se enkrat to konča. To, kar je rekel Martin, se mi zdi ključno. Ko se bo zadeva končala, bodo vsi rekli, pa seveda smo vsi bili za Palestino, seveda smo videli, kaj se dogaja, ko bodo prišle tožbe. In mogoče, če se vrnemo še na genocid, ko si omenil Srebrenico. Clinton je 3 leta pred sodbo meddržavnega sodišča in mednarodnega kazenskega sodišča v Potočarjih rekel, da gre za genocid. Se pravi, nismo imeli sodbe, pa je rekel, da se je tu zgodil genocid. Se pravi, tu lahko vidimo politično odgovornost nekega posameznika, ki nima več besed opisati, kaj se dogaja, in uporabi izraz Lemkina, ki je mimogrede torej 43-44 napisal knjigo, da bi opisal, kaj se je dogajalo Judom pod nacistično Nemčijo, in na podlagi tega je prišlo torej do konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. In mogoče počrto tule, da zaključim s tem. Sedaj v kolesu Združenih narodov prihaja do zadnje konvencije, ki širi mednarodno kazensko pravo, in prihaja do kodifikacije konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločinov zoper človečnost. In to je v bistvu zadnja konvencija, ki jo potrebuje meddržavno sodišče, zato da lahko države tudi za to preveri pred sodiščem. Ker vse ostalo je stvar individualne presoje mednarodnega kazenskega sodišča, zaradi katere recimo Izrael kot država ne more odgovarjati. Kar pa ima ustrezno kodifikacijo v konvencijah Združenih narodov, pa je hkrati država podpisnica in ratifikatorka, potem je lahko država kot taka odgovorna za dejanja. In tu se potem vedno sprašujem, tu je potem potencial za islamofobijo in antisemitizem. Kako bomo mi ljudem dali jasno vedeti, da imajo zločinci ime in priimek? Se pravi, Izrael ni sama po sebi genocidna tvorba. Izrael absolutno ni vsak Izraelec odgovoren za to. Ve se, kdo sprejema odločitve, in ve se, kdo v imenu teh odločitev počne, kar počne. Kako bomo kot mednarodna skupnost, kot posamezniki, kot ljudje, ki delajo v množičnih medijih, ki raziskujejo, pišejo, berejo, znali ustrezno skomunicirati ljudem, če bo kdaj prišlo torej do teh, zločinec ima ime in priimek in absolutno niso vsi Izraelci za to krivi. In če narediva paralelo tu z Jugoslavijo oziroma s področjem nekdanje Jugoslavije, to se je zgodilo v primeru Srbije, in še danes vidimo v bistvu, kako neodgovorno politična elita potem na podlagi vsega tega postopa, ko govori, da je nek narod genociden, da gre to proti celotnemu narodu, in to je tisto, kar me je strah z mesom antisemitizma in islamofobije, to, kar si ti, Martin, rekel. Zelo dober fond. In
ne vem, zdaj, zanimiva se mi zdi tale primerjava z Srbijo, recimo, ne, in Kosovom. Ne. Kar je ena ključna razlika, če pogledamo, je na Srbijo se je bilo veliko lažje spraviti kot v bistvu nek, da ne rečem, na pol ruska neka entiteta, ker ne, tudi v odnosu do Rusije vidimo stoletje nekega, milo rečeno, nelagodja ali pa nekje med nelagodjem in histeričnim antikomunizmom tle se Zahod giblje, ne, in ne zna zares shendlati z Rusijo, nikoli ni, ne, in zato je šlo, lažje je bilo iti proti Srbiji, absolutno, kot danes recimo proti stopiti proti Izraelu, pa mu reči, ne, to ni v redu. Ne. In zlasti zaradi tega, in tukaj pridemo spet do Nemčije, pa ne samo do Nemčije, tudi recimo Velika Britanija je izrazito nastopa proti propalestinskim protestnikom, kar pa je zanimivo, v bistvu, če pogledamo spet v nekem širšem zgodovinskem okviru, Britanija kot ena od nosilnih, vsaj v tej povojni mitologizaciji, antifašističnih oziroma protinacističnega bloka, in Nemčija v bistvu kot tisto jedro, ki je. In v bistvu dosti paradoksalno, da se na dosti podoben način obe državi soočati, s tem, da Nemčija še bistveno bolj in kleje, ne, neka ta odzven neke nerazrešene travme. In je pa ključno seveda, da se tako, kot se je treba stvari, ki se dogaja, poimenovati z imeni, je treba tudi to, kdo je neke odločitve sprejemal, poimenovati z imeni. In tukaj se mi zdi ključno spet v neki širši perspektivi vprašanje vojne in miru. Največkrat se ustvari neko vtis, da vojna pač izbruhne. Ampak ni res. Ne? Vojne so dosledno posledice zavestnih odločitev nekih ljudi, ki neke situacije, ne, ki so lahko tudi zelo napete, nasilne, ne vem, nelagodje, strah in to pač skanalizirajo v to, da gre 100.000 mladih fantov tam crkavati v neke jarke. Ne. In zdaj to se večkrat spomnim na to, 7. oktobra 23 sem bil v Berlinu, ne, na neki konferenci, in sem hodil mimo nemškega zgodovinskega muzeja, kjer je bila ravno takrat razstava, mislim, da je še celo traja, poti, ki jih nismo ubrali. In nekako gre, je zgodovinska razstava in gre nazaj, ne, od leta 1989 do druge svetovne vojne in tako naprej. In tam me je dobesedno šokiral en pano, ki je bil zunaj o letu 1914, preden se je začela prva svetovna vojna. Ne? In takrat je bilo po nemških mestih in ulicah in marsikje po Evropi na 100.000 ljudi, ki so protestirali proti vojni, ki se je takrat že jasno zelo kuhala. Ne? In to je v bistvu grozljivo in šokantno, hkrati pa tudi popolnoma pričakovano. Ne? Tako, kot danes gledamo, 100.000 ljudi po celem svetu protestirajo proti tem, kar se dogaja v Gazi in Zahodnem bregu, ampak zgodi se nič. In tukaj pridemo v ta paradoks, ne, spet javno mnenje. Ne, kako zdaj javno mnenje prevajati v neke politične odločitve. Ne, ker je evidentno, ne, bilo takrat in ravno tako je bilo evidentno pred drugo svetovno vojno, ne nazadnje je bilo evidentno, tudi preden so se začele jugoslovanske vojne, so ljudje hoteli mir. Ne, po Beogradu, Splitu, ne vem, bili so res množični protesti, bendi so igrali, Mir, brate, mir, ne vem, mislim, cel kup enih iniciativ, ki so pa na ravni tistega odločanja v trenutku popolnoma spregledane ali pa invalidirane, ne, in pol za nazaj v bistvu vse skupaj postane kot nek naravni proces, do katerega je prišlo in nič nismo mogli narediti, ampak ja, saj smo bili vedno proti. Omenil si eno stvar, ki bi jo morda tudi če izpostavil, travma, tudi slovenski narod jo ima, s tem se tudi ukvarjaš.
če se tudi midva zdaj vrneva nazaj, naprimer po vojni poboj, o katerem se ves čas govori tudi v Sloveniji še zdaj, pa smo si že, mislim, da 10-krat rekli, da to ne bo tema volitev, ampak seveda bo to tema volitev, sploh zdaj s to odločitvijo v Evropskem parlamentu, naprimer znova, da obsodiš vse tri, nacizem, komunizem in pa fašizem, vse te ideologije. Enega od komentarjev ali pa od argumentov, kaj se zdaj ta vlada tako bori za Palestino, je bil tudi, poglejte, ministrica je pa položila rože k Kidriču, zdaj smo pri imenu in pri priimkih, še vedno nismo pokopali vseh žrtev, še vedno smo proti, da se pokopljajo Rome, ki so bili tudi pobiti. Zato morda jaz zdaj iščem, če bi ta politika, ki jo zdaj imamo, zmogla pa morda pospraviti tiste stvari, ki jih niso oni naredili, ampak jih vendarle, meni pa to nelogično, ne razrešijo, a bi morda kakšno travmo odvzeli in bi s tem morda dobili tudi kot narod, neko, vsaj pri obsojanju nekih daljnih dogajanj v Palestini, pa bi morda pred koncem lahko rekli, ja, res je, strinjamo se, poglejte, kaj se je nam dogajalo, pa smo potrebovali, ne vem, še 30 let po osamosvojitvi. Kam grem? Res ta argument sem prebral, pa se mi je zdel smiseln, ne zato, da opravičuješ karkoli se dogaja v Gazi, ampak nekdo je rekel, kaj bo zdaj, tam pri Kidriču je položila rože, nismo pokopali povojnih žrtev, s tem se ne znamo soočiti, mi pa zdaj rešujemo palestinsko vprašanje. Travma, Nemci imajo mnogo bolj kompleksno, Britanci tudi, se si samo omenil, oni so tisti, ki so pravzaprav najprej Palestincem odvzeli del njihove zemlje in tja preselili Izraelce. Ampak Slovenci tudi ne. Ja, to je, ravno berem knjigo od Avija Šlajma, spet knjiga, dejansko o britanski odgovornosti za to situacijo, ki je nihče zares ne tematizira, na nekem polju, ki bi kogarkoli dosegala. In mislim, ja, definitivno Slovenija ima to neko zgodovino travme, ki gre do leta 1945 in od tam naprej, ampak hkrati ima pa neko zgodovino travme, ki se s tem sicer ne neposredno povezuje, ampak ni pa nepovezan, ki gre pa v bistvu ta kulturni boj iz druge polovice 19. stoletja. In tam imamo recimo mi Antona Mahniča, ki v enem trenutku reče, rajš se bomo povezali z nemškimi klerikalci in konzervativci kot z našimi liberalci. In že klej je neka ta jedro v bistvu ideološkega razkola, ki se je potem jasno skozi po prvi svetovni vojni, zlasti skozi 30. Ne smemo pozabiti, da recimo situacija v 30 letih v takratni kraljevini je bila v političnem in gospodarskem smislu precej bedna. Dejansko je bila diktatura, ekonomski pogoji življenja za vsakdanje ljudi so bili izredno slabi. Tako da z tega vidika je bila tudi socialistična revolucija, ki se je zgodila ob protinacističnem in protifašističnem boju, absolutno utemeljena. Zdaj, jasno, kako se je to izpeljalo po vojni, ima jasno svoje probleme, ima pa tudi svoje dobre plati. In eden od velikih problemov, ki ne bom rekel, da je nerazrešen, ker se je namreč že od 80-ih naprej se zelo jasno govori o tem, kaj se je dogajalo po vojni in zlasti pol je seveda skozi 90-ta in danes. In to je pač nesporno, da so žrtve bile in da te žrtve niso bile vedno dostojno pokopane, a vendarle, kjer je pa danes problem v odnosu do te travme, je pa v bistvu ta pooroženje, ali kako bi rekel, weaponizacija travme. Ker to ni več nekaj, kar bi morali mi razrešiti kot, ne vem, neka narodna identiteta, ampak postane orožje političnega boja. In to je v bistvu, ko se enkrat travma začne uporabljati kot orožje političnega boja, je to na nek način popolno razvrednotenje vseh teh žrtev, v imenu katerih se ta boj izvaja. Tako da meni se zdi to škandalozno in absolutno se ne bi smelo to dogajati v parlamentu in političnem diskurzu, ampak
pač na polju zgodovinopisja. Če se vrnemo čisto ob koncu nazaj na Gazo, zaradi česar smo se danes tukaj tudi dobili, Faris, pa vendarle se zdi, da je svet razdeljen na tiste, ki še vedno dopuščajo, da Izrael to počne. Zdaj smo vse to, kar smo se pogovarjali, seveda obstajajo instrumenti, da ti stopnjuješ pritisk, da ga res tako dvigneš, da se tudi v Knesetu rečejo, ok, tega se nam pa ne splača več početi, ampak tega pritiska seveda sploh strani Združenih držav Amerike in še nekaterih ni. In smo znova tudi pri ideologiji, si bolj za zahodni del ali pa pogled na svet ali pa vzhodni, ki je tiho, to smo to zdaj tudi morda malce slišali, zato mogoče čisto na koncu, vendarle je jasno, da bo Izrael zdaj vstopil v Gazo tako, da jo bo zavzel in jo na koncu predal arabskim narodom, to se mi zdi tako zanimivo slišati, saj mi jo ne želimo, pa vendarle jo imajo in tam ljudje ne morejo niti dihati, brez da Izrael tega ne dovoli, na eni strani zid, na drugi strani morje, tudi po morju, zadnji sem videl posnetek, ko so streljali tudi na ribiče, se pravi, tudi v tem morju ne boste lovili, ker vam mi ne dovolimo. Kaj se bo zgodilo? Morda se vem, da je to zelo težko reči, ampak ali bomo res počakali do konca, da bo Zahodni breg do konca aneksiran, da bo v resnici postal tako izraelski, da Palestinci sploh ne bodo morali več zahtevati ničesar, ker ničesar več ne bodo imeli. Zdaj, če gledamo Združene države Amerike ali pa Donalda Trumpa, je zelo jasno, da bo počakal s tem, kar se bo Izrael strinjal. Tudi rešitev dveh držav je bila vedno v Zahodu ali pa zahodni konsens glede rešitve dveh držav, ko se bo Izrael strinjal in pod pogoji, kot bodo Izraelu ustrezale. Očitno to Netanjahuju ustreza, oziroma je v tem PR, kot si sam rekel, PR porazu našel zmago, češ, poglejte, ne želim tega, ampak bom predal arabskim državam v upravljanje in to je njegova oblika zmage. Sam se bom rešil Hamasa. Pri vseh političnih voditeljih ali pa politični eliti, sploh takšnim, ki so več kot 10 let, je ključen vidik, kako bo zmagal, kako bo šel ven kot zmagovalec iz te igre. In Netanjahu išče načine, kako iziti tu kot zmagovalec in potrebno bo torej zgodbičiti, da je Hamas popolnoma uničen, demotiviran, razorožen, zdesetkan do te točke, da več ne ogroža Izraela. In potem počnemo to, kar počnemo, in verjetno bo potem ZDA, zato da ponovno vzpostavi legitimnost v mednarodni skupnosti, ker ve, da je sodelovanje v Združenih narodih najcenejša in najboljša valuta, bila vedno za njihov strukturni vpliv, pa predlagala morda, poglejte, zdaj pa lahko v varnostnem svetu pridemo do neke resolucije, kjer bi Gazo dali upravljati komurkoli, stabilizacijska misija in tako naprej. In tu je ključen moment Govorimo o Gazi, ne o Zahodnem bregu. Se pravi, Netanjahu je zelo jasno, Zahodni breg, tam imam sporazume oslovske oziroma še s PLO-jem, Fatahom in tako naprej. Tam bomo mi z nadaljevanjem naše izraelske naselbinske politike Zahodni breg de facto priključili Izraelu in živeli pod tem. Tam pa bomo dali tistim Arabcem, ki so bolj ali manj v sozvočju z Združenimi državami Amerike. In verjetno bo to potem tudi Evropska unija lažje potrdila, ker pa gre za rešitev, s katero se končuje vojna, predajamo, stabilizacijska misija se gre in bomo ljudem počeli to, kar počnemo. In tu je ta nevarnost. Se pravi, vso svetovno javno mnenje, ki trenutno gre v škodo Netanjahuja, je pripeljalo do točke, da je Zahod zmožen narediti samo eno malo stvar. Ljudje, ki so pa tam notri umirali in naprej umirajo, bodo razseljeni, so pa samo neka šahovska figura. Ne smemo pozabiti, v Gazi živi 2 milijona ljudi, še vedno. To se ne bo, tudi če jih želiš razseliti, to ni potek ali pa premik čez noč. Države, na katere Izrael meji, vemo, da so vse krhke, nezmožne več kakršnihkoli migrantskih begunskih sporazumov. UNRWA je trenutno popolnoma delegitimiran okvir, kar pomeni, da se bo na neki točki vključila Evropska unija, kateri bodo izstavljeni računi, kot je bilo izstavljeno recimo po arabski pomladi in Sirija in zadrževanje beguncev, tako da Evropska unija ne samo, da bo plačevala na koncu za povojno obnovo Gaze, stabilizacijsko misijo in zato, da bodo lahko Trumpovi hoteli tam se bohotili stali in bodo ljudje čez 40-50 let verjetno tam plavali in govorili, kako je Gaza lepa, ne samo to, plačevali bodo torej tudi državam, da zadržujejo te migrante in begunce, da ne pridejo v Evropo, zato ker vemo, da je to potem inherentno povezano z spolnim populizmom, z družbenimi nemiri in tako naprej. Tako da tu se Evropska unija ujela, tu smo in na to igro pristajamo, ker je to zahodni konsens. In trenutno imamo od strani Netanjahuja rešitev, ki je očitno za njega sprejemljiva. Zahodni breg mi pustite,
to bomo mi aneksirali, nadaljevali bomo svojo politiko, bomo nadaljevali. Gazo bomo pa demilitarizirali, dali jo v upravljati državam, ki so blizu ZDA, torej v tem primeru bo verjetno Saudova Arabija vstopila v igro, zalivske države, tudi Egipt morda, kdo bi vedel, kakšni so zadaj dogovori, in imeli bomo rešitev, ne bo Palestina, bo Gaza, morda bo karkoli bo, neka entiteta, ključno je, da je mir, ključno je, da ni več vojne in ključno je, da imamo torej konsens v Združenih narodih. In to je zmaga tudi za Trumpa. Trump bo se ponovno rešil situacijo. Hvala lepa obema za ne preveč optimistične odgovore, ampak ja, v takšnem svetu živimo in je prav, da jih tudi naslovimo vprašanja s pravimi odgovori. Hvala, sem vesel, da ste si vzeli čas sredi poletja. Hvala vam. Hvala za povabilo. Vi pa hvala, ker ste bili z nami. Mislim, da mi ni treba končati s številkami o Gazi, ker si jih lahko sami najdete kadarkoli, ampak vendarle 92% vseh stavb po Gazi je poškodovanih ali porušenih, uničene so praktično vse šole, vse bolnišnice in samo predstavljajte si, kako bi v takšni državi, no, saj ni država, na takšnem območju živel narod, ki je tako velik oziroma ga je toliko kot Slovencev, torej 2 milijona ljudi tam živi, životari. V zadnjem mesecu je samo zaradi lakote umrlo več kot 100 ljudi, ubitih je bilo več kot 170 novinarjev in mrtvih več kot 60.000 ljudi, od tega več polovico žensk in otrok. To so realne številke, s katerimi se moramo spopasti, tako da ali to odrinemo na stran ali pa se izobražujemo in smo na tekočem, kaj se dogaja, pa čeprav nekje daleč. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.